Zakaj bi nekdo zapustil 20-letno uspešno kariero v korporaciji in danes na jutri odprl startup? Ok, se slišimo? Se ne. Pa mi Je. piše, da je on, no. Zdaj bo pa verjetno boljše, ne. Tako se moram malo upravičiti, jaz sem bolj nočni človek, se pravi, tele jutranje ure so pri meni malo bolj tako, da malo z rezervo, prosim, jemljite vse, kar bom povedal, no. Tako da običajno pravim, da do 9. ure zjutraj ne spim, potem kar rečem. Zdaj pa k odgovoru. Sama odločitev seveda ni nastala čez noč, ne. In tudi ni bila tako enostavna odločitev, ker praktično Studio Moderna podjetje, ki smo ga štartali, pa jaz sem bil 4. redno zaposleni leta 93 v podjetju, je bil neke vrste startup, ampak takrat temu nismo govorili startup, ne, ampak je bilo podjetje, ki je pač nastalo in raslo in do leta 2009, ko so prišli v podjetje tuji investitorji, je imela tam več kot 30% letno rast, vsako leto. Potem so prišli finančni investitorji noter, pa se je malo fokus spremenil in smo šli od ljudi k EBITDA, pa bilancam, pa jaz sem pa odgovarjal za prodajo, v tistem momentu nas je bilo že več kot 5000 zaposlenih v 21 državah in pri teh big guysih s cigarami je never enough običajno, sam še več, ne. In je postalo vse skupaj zelo, zelo stresno in me je utrujalo in sem malo te burnout efekte imel, pa po 20 letih se že človek tudi malo naje, pa imel sem po 300 dni na leto službenih potovanj in potem sem sprejel odločitev leto 2012 na začetku, da bom pustil službo, sem si vzel eno, kot se temu lepo slovensko reče, sabatno leto, sem šel na potovanje okrog sveta, 9 mesecev izven Evrope. Še to moram reči, naprej sem naletel oziroma imel več kot 1,5 milijona mil naletenih, tako da sem za tisto zamenjal aviokarte in sem si privoščil eno lepo leto. Na poti malo razmišljal, kaj bom počel, ko se vrnem in tudi na poti se je rodila ta ideja o personalizirani kozmetiki, sem potem začel konec leta 2013 realizirati. Luka, isto vprašanje. Zakaj sprememba? Zakaj si se odločil, da boš zapustil londonski studio in se vrnil v Slovenijo in se zaposlil v recimo veliki firmi, kot je Gigo Design? Moja zgodba je bila mogoče mičken obratna. Jaz načeloma, je bil odhod v tujino pogojen z iskanjem nekega znanja. Plan je bil v Londonu ostati 2 leti toliko časa, kolikor je trajal sam študij, ampak zelo hitro po diplomi ugotoviš, da si nabereš neko mrežo prijateljev in neko mrežo pač poslovnih povezav. In se mi po tistih 2 letih tako relativno neumno zdelo vrniti. Ravno takrat, ko si v bistvu nastaviš tiste stvari, oziroma ravno takrat, ko ne bi sejal neke prednosti izobrazbenega oziroma nekega dodatnega študija. Tako da tista dodatna 3 leta so bila bolj naključna oziroma neplanirana, kot pa da bi bila nekaj zelo iskrena želja že od začetka ostati v Londonu. Ne bi jo zamenjal, se mi zdi, da je bila nujno potrebna. In tudi tako se mi zdi, da je to skoraj nekaj izkušnja, ki bi vsak mogel malo več skozi, da vidiš, da dobiš nek benchmark, da dobiš nek kontekst, v katerem si, se pravi, in na globalnem nivoju, da vidiš enostavno vse različne načine, kako se ljudje lotevajo istih procesov oziroma mogoče reševanja istih problemov nekje drugje, v drugi kulturi, bodi si, ne vem, bolj poslovno razviti, bodi si, ne vem, bolj kulturno razviti, oziroma ne bolj kulturno, bolj drugače kulturno razviti. Tako da ja, ta studio sošolci je bila taka bolj organska sprememba. Po tem sodelovanju mi se velja, da smo sodelovali vsi člani tega našega manjšega studija, tudi z večjimi londonskimi podjetji, publikovalskimi. Tukaj je prišla ta izkušnja z recimo nekimi globalnimi brendi.
Ampak zelo hitro ugotoviš, da te globalni brendi imajo tudi ta dizajn proces, oziroma kako se lotevajo dizajna, je zelo utečen. Zelo vejo, kaj hočejo na nek način, mogoče celo v slabem pomenu. Se pravi, že zelo prejudicirajo, kaj ne dejansko rezultat bi bil. Treba je tudi razumeti, da neki recimo giganti zabavne elektronike, recimo v tistem času, mislim, da je imel Samsung okrog 120 oblikovalcev samo za mobilno enoto. Se pravi, neke te vsakodnevni oziroma neki projekti, ki so dejansko kasneje prišli na trg, so se večinoma dogajali interno. In kupovanje dizajn storitev od zunanjih studijev je tudi ponavadi pogojen s tem, da so hoteli osvežiti, oziroma to je bil način, kako osvežiti nek intern oblikovalski oddelek. In dostakrat to ni bila najbolj hvaležna vloga. Kot prvo, tako, na nekem začetku karierne poti si želiš, da so tvoji izdelki tisti, ki grejo dejansko potem tudi skozi tovarno in na trg. V tem primeru so ostajali v nekih konceptualnih rešitvah, ki so kasneje služili to, da so potem interni oblikovalci to pobrali pa razvili naprej do nečesa, kar je dejansko zaživelo na trgu. In če se vrnem, ta vrnitev v Slovenijo je bila tako zelo, mogoče kar malo presenetljiva. Anglija se pravi kot izumiteljica industrijske revolucije ima posledično tudi v dizajnu zelo ustaljene procese. In v Sloveniji se mi zdelo, da takrat smo se mogoče ravno začeli z nekim odprtjem trga, s tem spogledovati. In to zdaj po 5 letih vrnitve vidim, da dejansko je res nekako priložnosti več, zato ker so ekipe so sveže, niso preobremenjeni z nekim dizajnom razmišljanja. In se mi zdi, da mogoče ta kultura tega dizajn načina razmišljanja hitreje pride v polje podjetja. Se pravi, da se ne pogovarjaš samo na nivoju projekta, ampak tudi na nivoju neke strategije, oziroma dizajn dejansko postane nek bistven del poslovnega dela, ne samo produktno izvečenje. Odlično. Daniel, kaj je bil največji izziv, ko ste prišli iz tega sveta korporacije, svet startupov, in bom tako še dal pod vprašanje, kaj manj spite zdaj? Mogoče manj spim, ampak spim pa boljše, kot sem prej spal. To je velika prednost. Je bistvena razlika. Eno je biti v korporaciji član uprave, ko prideš v podjetje, ko te praktično vsi čakajo, ali pa zdaj, ko pridem do računovodstva, ki je seveda zunanja, outsourcano, vsi delamo startupi, ko pravi, veste, računovodkinja je pa zasedena, malo bo treba počakati. Počakaš, drugače ne gre. Malo je to za, kako bi rekel, lastni ego. Še večji problem, pa vsaj pri sebi, ki sem ga občutil, je pa to, da zadnjih 10 let sem jaz delal bolj na strateškem nivoju. Zadnji je le ena ekipa, ki sem jo tudi sam zgradil, imel sem super sodelavce, ki so razumeli, kaj želim, ali kaj smo se odločili, v katero smer gremo, že na pol stavka, če tako rečeš. Pri startupu pa večino si sam za vse, ali pa tudi sodelavci, ki so okrog, so manj izkušeni. Sem si nabral mlad tim okrog sebe in je ta proces malo bolj dolgotrajen, se pravi, treba več pojasnjevati, več se usklajevati. To je recimo taka stvar, spim pa boljše, kot sem spal prej. Luka, tudi ti, kaj je bil pa tvoj največji izziv, ko si prišel iz lastnega studija, kjer si pač v bistvu bolj ali manj sam sebi diktiral delovni čas in izzive v del večjega podjetja, kjer so poslovni procesi že utečeni. Predvsem tudi z vidika, prej si imel sošolce, ekipa, ki ste skupaj dve nekaj časa, ki ste imeli približno isti mindflow, potem prideš pa v eno organizacijo, kjer je pa nekako so ljudje že po več let tam, si imel kakšne težave prepričevati nove sodelavce, da je tvoj pogled znanje, ki si jih pridobil, pravo? Ne, niti ni bilo. Jaz mislim, da sem v tej moji prvi izkušnji pred odhodom je
tako, res tim je zelo fajn. In se absolutno strinjam, da je zelo pomembna stvar, da dejansko zaživi, se pravi, kvaliteta dela, ne, s to večjo ekipo, ne, je absolutno pomembno, kako ta tim deluje med sabo. Ne. Se mi zdi, da tudi, ne vem, lahko govorim za pač izkušnjo, ja, Gigo dizajna in moje te manjše zgodbe z sošolci, ampak se mi zdi, da dizajn študij načeloma večji in manjši, ok, res mogoče tisti največji imajo malo bolj korporativen način razmišljanja, ampak jaz mislim, da v bistvu dizajn študijev je ravno to, da v vsaki točki ostaneš nekako malo nemiren. Ne? Se pravi, da se nikoli ne predaš temu, da bi te začeli neke organigrame ali pa neke organizacijske strukture umejevati, ravno to ne bi bil bistvo. Se mi zdi, da mogoče tudi večja podjetja, zato recimo k nam oziroma drugim oblikovalskim študijam hodimo, ravno zato, da dobiš ta drug pogled, ne? Se pravi, da dobiš ta pogled izven nekih naprej določenih sistemov. Se mi zdi, da ravno na tak način pride do neke res kvalitetne oziroma neke relevantne inovacije. Tako da jaz mislim, v smislu procesa se ni zelo veliko spremenil. Dobil sem mogoče ravno to izkušnjo, ne, da se pravi, vsi moji soustanovitelji v Londonu so bili sošolci, ne, se pravi, iz točno iste smeri, kar zdaj, ko gledam nazaj, mogoče ni najboljše, fajn imeti nek drug pol na drugi strani, ne, se pravi, da ne pihajo vsi v isti rok, ne, ampak da imaš to možnost, da svoje ideje daš na mizo in jih nekdo iz drugega konca tako kritično pregleda ali pa ti da neko mnenje. Tako da, ne vem, ali to odgovori, se mi zdi, da proces je, si po mojem oblikovalci trudimo, da je vedno isti, zdaj bodi si v manjših timih ali večjih. Se mi zdi, da tudi del neke strategije Gigo dizajna je to, da pač ta duh ostaja na tak način, tudi v večjem timu. Daniel, preden si se spustil v startup, si zagotovo imel eno predstavo, en načrt, kako bo to vse super, kakšen bo prvi korak, drugi korak, tretji korak, kako bo vse to vse lepo, kaj je levo potske šlo skupaj. In moje vprašanje je v bistvu, katere so bile največje zmote, ki so se potem izkazale, katere so bili največje zmote, ki ste jih naredili pri načrtovanju, potem, ko ste v praksi preizkusili vse hipoteze? Ja, načrtovati je vedno potrebno, zato da veš, koliko si se zmotil. In jaz sem se kar veliko naučil, ali pa sem se veliko zmotil pri načrtovanju, kljub mojim izkušnjam. Predvsem, jaz sem se spustil na področje, ki ga prej nisem poznal. Res je, da je moja partnerka delala prej 8 let v kozmetični industriji, tako da to je bila neka prednost. Ampak mi smo uvedli potem še robotiko v celo zgodbo in to je bila, kako bi rekel, največji pain in the ass, ko se to lepo po slovensko reče. Tu smo imeli največ težav. Pač razvili smo prvega robota v kozmetični industriji, neke vrste 3D tiskalnik. Nemci govorijo o industrijski revoluciji 4.0, kjer pomeni, da se povezujejo naprave med seboj. In mi praktično imamo to rešitev, ker vi iz svojega računalnika, s tem, ko kreirate svoj izdelek, praktično krmilite robota, oziroma robotsko celico, ki stoji v Zagrebu v Arena centru, to je eden večjih shopping centrov v Zagrebu. In praktično online vi krmilite industrijskega robota, ki na bazi vaše recepture pripravi ali naredi izdelek prav za vas. Kozmetični izdelek na recept, kar delamo. In tu so bile tehnični izzivi in še vedno so, tiste sem krepko pocenil. In z vidika stroškov, z vidika časa in z vidika težav. To je prva takšna stvar v svetu, ki smo jo tudi patentirali in temu primerno so potem tudi problemi. To je bil ta največji odklon od tega, kar sem planiral.
ta prvi, ta drugi je pa malo v komercialnem smislu, kjer smo, bom rekel, dali preveč možnosti, oziroma tako bom za številko rekel, trenutno naš robot lahko naredi 24 milijonov 400 tisoč 428 različnih možnih kombinacij kozmetičnih izdelkov. In to jih je toliko, da se običajno kupci potem zgubijo in se ustavijo v procesu, pa malo si še ne zaupajo, ne glede na to, da je software narejen tako, da ne morate dati nič noter, kar bi vam lahko škodilo, vse v skladu s predpisi. Sem rekel, predpisi se zaume spolno še malo na bruselske birokrate, s kateri smo se tudi 6 mesecev prepucavali. Zdaj, malo več bi moral povedati v kozmetični industriji, ampak na kratko, vsak kozmetični izdelek, ki je spuščen na trg Evropske unije, mora biti zaregistriran na enem CPNP portalu, to je en server, ki stoji v Bruslu, na katerega je treba vsak izdelek registrirati skupaj z varnostnimi certifikati, celi študije so v zadnji, da to pač ni nevarno za uporabo. Ne. In mi imamo pač vsak izdelek unik, ne. In smo jim poskušali dopovedati, da jim bomo pač zasuli serverje, ne. Oni so citirali zakon nazaj, vsak mora biti registriran in konc. Ne. In potem smo našli neke variante, kako vsak izdelek zdaj registriramo. To je tudi. Ali pa naslednja stvar, planiko, to so pa slovenski birokrati bili, smo planiko uvažali iz Švice, planika je zaščitena rastlina, ne? In kazen je, mislim, da 4000 € za vsako utrgano planiko iz naravnega okolja. Mi smo jih pa par kil pripeljali iz Švice, ne iz naravnega okolja, ampak so gojene. Ne? In smo se potem iz ministrstva na ministrstvo kluke podajali, pa spraševali, oziroma bolj maile pisali, pa telefonske klice delali, kdo je odgovorni tisti, da nam da dovoljenje, da mi lahko planiko pripeljemo v Slovenijo, da nas ne bojo tretirali kot kriminalce. Ne? In to je trajalo tudi 2 meseca, predno smo našli ta prave, ki so nam dali neko potrdilo, da če je planika namensko gojena v naravnem okolju, potem se to ne smatra. Pa še bi lahko naštevam, ampak da ne bomo do 11, tudi mislim, da je dovolj. Ja. Luka, sicer sem pa tebi želel postaviti isto vprašanje, ampak vidim, da je Gigo Design firma narejena za tebe, tako da bom malo izkoristil tvoje znanje, glede na to, da delaš startupi. In sicer po tvojih izkušnjah, Daniel je predstavil par svojih zmot. Kakšne so pa v tvojih izkušnjah največje zmote slovenskih startupov med načrtom in realizacijo? Jaz imam predvsem pogled, pa tudi nekako izhajam iz hardvera, kot produktni oblikovalec. Se mi zdi, da predvsem je ta ocena, koliko časa stvari traja. Se mi zdi, da je relativno, absolutno je proces razvoja nekega fizičnega izdelka, še posebej, če je to zdaj s to kompleksnostjo povezovanja prek interneta, oziroma Internet of Things, so zadeve postavile še toliko bolj kompleksne na nivoju možganov, ampak že sama proizvodna, sama logistična briga od tega, da se produkt zasnuje, da dobiš prave in neke partnerske ali bodisi izdelovalce ali neke agente, ki ti pomagajo priti do določenih komponent. Se mi zdi, da takoj, ko narediš seznam vseh sestavnih kosov in zelo enostavnega izdelka, vidiš, koliko je to enih skritih dobaviteljev, koliko je v bistvu na nivoju vsakega dobavitelja potrebne neke pozornosti za to, da prideš do prave kvalitete, za pravo ceno, v pravih dobavnih rokih. Se mi zdi, da je tako zelo pomembno, oziroma se mi zdi, da to nekako tudi probamo skozi proces predstaviti, da je najboljš, da najprej zelo hitro tečeš ta prvi krog. Zato, ker se takrat naučiš tudi, doskrat ponavljamo, recimo, da z novim naročnikom prvi projekt nikoli ne more biti najboljši. Ker enostavno se ne poznaš, se ne zaupaš. In se mi zdi, da to velja tudi za nek notranji proces v nekem startupu. To, ker ti ne daš na trg nekega izdelka, mogoče nisi 100% z njim zadovoljen, ampak dejansko tisto, kar je na trgu, je samo vrh ledene gore. Vse, kar je spodaj, je tisto
kar kupci ne vidijo, ne? Ampak je to velik del porabljenega časa njene stvari. Tako da se mi zdi, da sploh nekako to, da se zaveš, v kaj se spuščaš, ne, oziroma kaj to za sabo potegne, je zelo pomembno, ker zelo hitro lahko pride do te innovators dilema, ne, da bi inoviral v nedogled, ne, s tem, da nikoli ne priješ do nekega produkta, oziroma da sploh vidiš, ali to inovacijo trg potrebuje, oziroma da ta inovacija rešuje ljudem nekih problemov. Super. Anja, ste tudi ti želeli inovirati v nedogled? Niti ne. Jaz mislim, da smo mogoče celo malo hitreje skočili, kot bi bilo pametno ali pa zamujali smo sicer z razvojem, no? Tako da smo praktično startali v lanskem letu v decembru z softverjem, s katerim nisem zadovoljen, oziroma nisem bil popolnoma zadovoljen. No. In pa ko enkrat začneš flikati, je pa ko staro obleko popravljaš, pa šivaš, pa nikoli ne prideš do tega, tako da zdaj smo se odločili, da začnemo pisati nov softver. Starim seveda še laufamo naprej, ampak je pa tako, kot je kolega omenil, enkrat je treba skočiti, ne moreš, na suhem se še noben ni naučil plavati, ne glede na to, koliko treniraš prej, je treba enkrat v vodo iti in pokazati, ali gre ali ne gre, ne. Tako da, tle jaz nisem, kako bi rekel, ali pa sam sebe ocenjujem, da smo skočili kar pogumno v vodo, oziroma celo prepogumno mogoče, malo prehitro. Ampak tako je, pač, ko si not, potem plavaš, se drugače ne gre. Ko se pogovarjam z investitorji, mi velikrat vsak investitor reče, da v bistvu vsaj tej seed fazi, da vedno investira v ekipo. Če ekipa nekaj sposobna narediti, bo tudi lahko kaj drugega naredila. In naslednje vprašanje je, kakšno so torej, da imate svojo ekipo, prej si omenil, da je relativno mlada, glede na to, in a je kakšna razlika v mindsetu, v primerjavi z bivšimi sodelavci iz Studia Moderna in kako si najdel ta prave sodelavce pri svojem startupu? Ja, to vsi vemo, da ljudje so ključ pri vsaki stvari, karkoli je v ozadju, še vedno so ljudje tisti, ki odločijo, ali je en projekt uspešen, ali stvar deluje ali ne deluje. Jaz v osnovi delim ljudi samo na dve kategorije. Tisti, ki rešujejo probleme, pa tisti, ki delajo probleme. In v veliki korporaciji imaš običajno tudi veliko tistih, ki delajo probleme. V majhnem startupu si jih ne moreš privoščiti. Tako da sem predvsem izbiral ljudi, ki so sposobni reševati probleme. Zdaj smo pač mlajša ekipa, jaz sem seveda pa najstarejši v podjetju. Mi smo majhni 6 nas je vsega skupaj v Sloveniji, pa 5 kolegov imamo na Hrvaškem. No. Tako da izbiral sem pa predvsem po osebnostnih lastnostih, pa potem ali ljudje želijo nekaj doseči in so nekako ciljno usmerjeni. Znanja se dajo pridobiti vsa. No. Seveda imamo mehatronika, pa mikrobiologinjo, to kar rabimo za naš posel. Oba sta mlada, 27 let, ne, praktično iz fakultete, to je prva zaposlitev, ampak smo se našli, no, in tudi oni so se našli v projektu, zakaj ni problem delati večer, po noči. Delo je sestavni del življenja. Zdaj, če delam to primerjavo z veliko korporacijo, pa tako, no, konkretno za Studio Moderna, prvih 10 let v Studio Moderna je bilo zelo podobno. Ne. Smo živeli službo ali pa smo živeli za to, da delamo. Ne. Ni bilo problem. Ne. Do 7 zvečer v podjetju, pa smo šli pa skupaj na pivo, ne. To predvsem vi kreativci bolj poznate, ne, in smo seveda potegli ga do 11 zvečer in zopet počemo v službi. Ne. Pa malo še tudi kakih drugih privat stvarih zraven. Ko pa potem korporacija ali pa ko ta startup preraste v neko večje podjetje ali pa se preveli v korporacijo, kot se je Studio Moderni to dogodil, ne, se morajo postaviti pa zelo jasna pravila. Ne. Dobro je, če so seveda ljudje še vedno motivirani, ampak običajno se to z velikostjo malo ubija. Jaz delam primerjavo in običajno rečem, startup je lepa mala jadrnica, ne,
korporacija je pa en velik tankar. Ne. Obe dve so na morju, obe dve morajo pač priti iz točke A do točke B. Ne. Zdaj, kadar je vihar, je jadrnici neprimerno težje kot pa velikemu tankarju. Ne. Na jadrnici se vsakdo, ki je član ekipe, če ne dela, pozna. Ne. Na tankarju imate pa lahko eno kupico za bušantov dol, spodaj v palubi, ko sploh ne veste, da so. Ne. In tudi reakcijski časi so podobni. Ne. Na tankarju naredi nek manever, je 10 mil pravijo. Ne. Nikoli nisem vozil tankarja. No. V korporaciji, veliki korporaciji pa dejansko to drži. Ne. Če želiš neko smer spremeniti in vidiš rezultate šele čez pol leta. Ne. V startupu ali pa na jadrnici jih vidiš pa naslednji dan. Ne. In seveda so tudi boleči, če jadro narobe obrneš ali pa te bum udari po glavi ali kaj takšnega. Luka, ne bom te vprašal, kakšno razmerje med iskalci problemov v vaši podjetju, ampak pospeševalnik Design Forward je prav v prostorih gigodizajna. Tu morate si to res ogromna hala, izjemno, mislim, že samo stavbo je vredno iti pogledati. Kako je vplivalo na tvoje sodelavce, ne samo to, da si ti prišel, ampak to, da imajo zdaj ves čas skupenih mulcev, ki so tam, ki hočejo spremeniti svet, a so kakšne posledice pri energiji v podjetju, kako ste kaj spremenili zaradi tega, ker ste inkorporirali malo bolj prav v vsakodnevno dejavnost podjetja z življenjem startupov? Mislim, sigurno je neka sprememba, ne? Če ne drugega to, da znotraj podjetja obstaja neko manjše drugo podjetje. Ne? Sicer je namen tega raven bolj tesno sodelovanje, ne? Ampak, ko si omenil prostore, ne? Ja, ravno namen imeti eno odprto volumen, ne? Kjer sedimo vsi praktično skoraj za isto mizo, ne? Je to, da mogoče spodbudi neke iskrice, ki se drugače ne bi zgodile, ne? Če bi bile stvari zelo nekako vnaprej določene. Se mi zdi, da absolutno pri vsej tehnologiji oziroma pri vsej tej komunikacijski bližini, ki jo imamo z digitalno tehnologijo, ne, te fizične prisotnosti, še posebej, če razvijaš fizične produkte, ne, je zelo pomembno. In se mi zdi, da ravno mogoče tisti neformalni del komunikacije, se pravi ravno tiste informacije, ki preskakujejo mogoče nenamenoma, ne, skenirajo na koncu neko rešitev, do katere načeloma ne bi prišel, ne, skozi nek tak ustaljen proces. Se mi pa zdi, da mislim, na svet startupov gledam ravno obratno. Ne. Se mi zdi, da na vprašanje, ne, koliko vplivajo na nas, mislim, da je načeloma startup dizajn razmišljanja, ne, na nivoju nekega podjetja. Se pravi, za nas to ni, ta način udejavljanja ni toliko nov, ne, ker oblikovalec načeloma, ko pride iz neke izobrazbe, ne, je ravno opremljen z orodji, kako čim hitreje stvari testirati, ne, kako čim hitreje, vedno pravimo, da smo mi advokati uporabnikov. Ne. Se pravi, kako čim prej, na čim cenejši način preveriti neke hipoteze, bodi si skozi prototipe, bodi si skozi, spravi, oblikovalec v arzenalu urodij oblikovalca je prototipiran, ne, bodi si fizično, bodi si digitalno. Ne. In se mi zdi, da ta način razmišljanja, oziroma ta proces nam je zelo domač, oziroma je načeloma naš način dela. Kar se mi pa zdi, recimo, kaj od tega lahko mi ponotranjimo, je pa ta mogoče poslovni aspekt. Ne. Kot recimo nek izobražen oblikovalec si relativno mogoče v nekem mehurčku neke perfekcije. Ne. Se pravi, sigurno si želiš, da je tvoj izdelek dodelan do konca, da je praktično vse definirano piko, ne. Ampak poznavanje tega poslovnega aspekta, no, se mi zdi, da zelo pomaga, se pravi, da postaviš oblikovalski del v kontekst celotnega podjetja. Se pravi, zakaj podjetje obstaja, s čim se ukvarja, ne? Kako velik del tega udejstvovanja je fizični produkt, bodi si storitev. Storitev načeloma je tudi produkt, ne? Samo v neki drugi obliki. In se mi zdi, da je fajn, takoj, ko začneš razmišljati o rešitvah problemov, ne? Da imaš tudi ta del
konteksta v glavi. Sprav, kako bo to dejansko delovalo na nivoju podjetja. Ne samo, da si zaprt v nek projektni problem, ne, ampak da se sprašuješ stvari oziroma da gledaš na problem iz bolj strateškega vidika. Še posebej, ta prispodoba z jadrnico se mi zdi dobra, ne raven zato, ker startup podjetja so veliko bolj dovzetna do teh informacij oziroma komentarjev, ki prihajajo od zunaj. In mogoče na nekem nivoju celo zahtevajo večjo odgovornost, ne, ker to, da ti to krmilo jadrnice začneš levo-desno, kar je nek kreativni proces, ne, zahteva mogoče nek drug nivo, no, ne višji nivo, ampak drug nivo odgovornosti. Zapravo, da veš, kakšne odločitve oziroma kakšne spremembe tvoje odločitve potegnejo za sabo. Te odločitve se zgodijo relativno hitro, ne. Tudi mogoče testiranje niti ni toliko rigorozno, kot bi bilo v neki večji organizaciji. Se pravi, startup vsako slovensko podjetje. Ja. Mislim, absolutno, jaz mislim, da to je nek trend, oziroma kje so prepoznale večje korporacije startup način razmišljanja, ne, mi temu rečemo pač dizajn način razmišljanja, ker je bolj domač, ampak ja, jaz mislim, da vedno je ta tanka linija, ne, se pravi, na eni strani je dobro imeti neko trdno strukturo, ne, zato da ima neko inercijo, ne, se pravi, da lahko si mogoče privošči neke večje projekte, ne, neke bolj ambiciozne stvari, ki si jih kot neko podjetje z omejenimi sredstvi mogoče ne moš privoščiti, ne. Vedno stremiš temu, da čim prej priješ do nečesa, kar bo generiralo neke dodatne sredstva za razvoj oziroma za rast, ne. Ampak po drugi strani imeti to strukturo ravno tako odprto, ne, da te lahko pretrese, ne. Se pravi, da v pozitivnem smislu, se pravi, da prepozna mogoče kakšne potencialne probleme v prihodnosti, čisto strateške, in da imaš dovolj časa, da se potem ta tanker uspe v tistih. Se pravi, da skozi mogoče ta malo bolj neobremenjen način razmišljanja prej prideš do nekih rešitev, ne, za prihodnost. Včasih smo tako tako, da gremo kar k zadnji temi, zadnji vprašanju, in sicer glede kariernih odločitev, ne, tle, da imamo tukaj publiko študentov pa do kar starejših tudi že. In bi vas prosil, da mi dodate na svet vsem. Torej, kaj gledamo iz kariernega vidika? Kakšne so torej razlike med delom za startup, med delom za recimo resno podjetje in kako naj se posameznik odloči, v kateri fazi življenja naj izkoristi katero priložnost? Ja, to je dosti tricky vprašanje, ker je zelo povezano z osebnostmi, ne. Nekateri imajo rajši, zdaj, če se spet vračam, varnost, ja, sigurnost in taki se ne bodo dobro počutili v startupu, ne. Nekateri so bolj korporativni ljudje, nekateri so izvrševalci, nekateri so kreatorji. Če bi mene dali v kreativni svet, bi bil totalno zgubljen, ker nisem tak človek, ne. In verjetno obratno, ne. Če bi enega kreativca postavili v eno hierarhijo strogo, zjutraj od takrat, zamudite v službo. Zdaj, mogoče malo karikiram, se tudi korporacije niso več take. Tudi korporacije razumejo, da se morajo odpirati, da morajo spodbujati inovativnost, čez dalje več imajo teh notranjih podjetniških inkubatorjev, govorim o velikih korporacijah, ne. Mislim, tudi Studio Moderna je šla v to smer. Mi smo imeli tudi lastno akademijo znotraj Studio Moderna. Jaz smo v Budimpešti svoj čas in smo prav spodbujali nek način kreativnega razmišljanja. Tem nismo rekli podjetništvo, nismo ustanavljali svoje podjetja, ampak smo ustanavljali svoje projektne skupine, ki so potem peljale neke nove ideje, jih testirale. Dejansko je tako, da v veliki korporaciji si lahko privoščijo, da naredijo tudi toliko napak, ne, ali pa imajo, včasih rečem, da pištoli 6 metkov, ne. Ko si v startupu imaš pa enega, ne. In če si tistega zgrešil tarčo, potem moraš nekoga prositi, da ti nov metek kupi, ne.
V korporaciji si pa lahko privoščijo več testiranj, je pa druga slabost, ne, da se zelo težko odločijo za takšno stvar in odvisno od karakterja osebe. No. Zdaj, tisto, kar človek čuti, ne naredi v danem momentu. Jaz sem že zdaj malo starejši in običajno rečem, da z leti pride tako, da ti je čezdalje več žal za tisto, kar nisi naredil, kot za tisto, kar si naredil. Ne. In če čutite, da bi šli v start-up v danem momentu, pejte v start-up. Ne. Če mislite, da je v danem momentu vseeno neka korporacija, zato da še malo več znanja dobite, da se boste malo bolj varni počutili, pa da ne vem, ste za sigurnost ali pa si želite še družino osnovati in podobne stvari, govorim za mlajše, ne. Pa je start-up zelo triki zadeva, ker je vse prepleteno in na koncu več ne veš, kaj je privat življenje, kaj je služba. Na sveta pa nimam, da ni recepta, vsak si ga mora sam poiskati. Se kar pridružujem, mislim, da je zelo, da je to stvar in pač poti, na kateri karierne, na kateri se znajdeš, mogoče čisto neka stvar, neke situacije. Ne se odločati za start-upe iz razloga zaradi start-upa, ne. Se mi zdi, da je start-up posledica, ne pa vzrok. Da pač je treba imeti bodisi neko idejo, bodisi, ne vem, definirati neko težavo, s katero naj bi se ta ekipa spopadala, ne, oziroma naj bi to prinesla svetu neko izboljšavo, nek pozitivno doprinos, ne. Zdaj pa je to startup, pa je to mogoče manjša projektna skupina v večji korporaciji, ne. Se strinjam, jaz mislim, da tudi korporacije so začele razmišljati na tak način, da dovoljuje, ne, Google ima ta znani petek, ne. In veliko uspešnih njihovih projektov je šlo ravno iz tega, recimo, neutečenega dela, ne, poslovnih procesov. Jaz mislim, da ja, če je nekaj ideje, je treba samo neko pravo obliko najti, ne. Mogoče so startupi skozi to medijsko izpostavljenost tudi mičken modni rata, ne, kar ni najboljš za tak nek končni rezultat, ne. Se mi zdi, da neko idejo se da izpeljati na 1001 način, ne, in si moraš najti tisto, kar ti najbolj na nek način ustreza, ne. Mogoče se lahko vrnem tudi ta moja primerjava, ne, z manjšim studijom v Londonu in zdaj Gigo Design kot večji, se mi zdi, da je večja ekipa, ne, te sigurno razbremeni nečesa, ne. Ko imaš manjšo, si pač odgovoren, vsak član ekipe je praktično odgovoren za skoraj vse, ne. Ni samo za točno določeno specifičen del podjetja, ne. In se mi zdi, da nikakor niso korporacije nek bav, ki bi bile zelo rigorozne, nekatere so sigurno, ne, ampak vedno manj. Hočem reči, no, da se mi zdi, da so tudi prednosti v večjih ekipah, ne. Ravno to, da lahko breme nečesa, se pravi, da obstajajo ljudje, ki to breme lahko rešijo veliko boljš od tebe, ne, ker nisi deklica za vse. In dejansko na ta način sprostijo pač nek kanal, da se ukvarjaš temu, kar dejansko želiš. Pri startupu je ta kombinacija in kreativnega razmišljanja in poslovnega naenkrat.